Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 80. epizodo podcasta Goreči grm. Danija Siterja verjetno mnogim od vas ni potrebno posebej predstavljati. Z ženo Vilmo, ki je bila gostja Gorečega grma v 36. epizodi, sta na prelomu tisočletja ustanovila gibanje Družina in življenje, oziroma krajše DIŽ, ki je danes po 25 letih po marsikaterem kriteriju vodilna družinska nevladna organizacija v Sloveniji. Poleg tega pa sta jo tudi uspešno predala v vodenje mlajši ekipi. Tematik za pogovor z Danijem, nekaj let svežim upokojencem, nikoli ne zmanjka. Tokrat je bilo bolj po moje, bolj biografsko. Dotaknila sva se sedanjega obdobja, kaj je smiselno delati, ko se upokojiš, pa obdobja ustanovitve in prvih let DIŽa, torej preloma tisočletja, pa obdobja 90-ih, ko je Dani deloval kot pozor župan občine Krško, pa 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ki jih je zaznamovala močna duhovna rast. Seveda pa se nisva mogla izogniti tudi njegovemu otroštvu in njegovi temeljni zaznamovanosti, iz katere verjetno izhajajo njegovi najmočnejši goreči grmi, občutku manj vrednosti zaradi odsotnosti očeta. In prav to zaznamovanost je bilo Daniju dano pretvoriti v veliko daritev. Njegov občutek manj vrednosti iz otroštva se je v veliki meri pretopil v očetovstvo z zelo širokemu krogu ljudi. Ne poznam človeka, ki bi s takšno strastjo prevozil ali prehodil toliko krajev po Sloveniji za obisk tistih, ki jim življenje ne gre tako, kot so si ga zamislili, za besede opogumljanja, za pričevanje, stisk roke ali enostavno za objem. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Dani, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Dolg časa sva se menila, ne? Ja, kar dolg časa je tole nastajalo, res. Sej to novopečeni upokojenci, sej si še v tej fazi, po moje, da si novopečen, pogosto pravijo, da nimajo časa. Ja, novopečen, jaz ne vem, če sem glih novopečen, saj sem 4-5 let že v penziji, ampak to je še vedno neko prehodno obdobje. Ja. Nisem se čist, bi se rekel, oddaljil od dela, ki sem ga prej opravljal, sem si pa druge stvari bolj na nek način pridobil oziroma se z njimi spoprijemam, poskušam si jih na nek način udomačiti, recimo to je več bi se reklo pozornosti do vnukov in do družin, a ne, in več pozornosti tudi do naše hiše in okolice. Ja, neki z lesom se tudi ukvarjaš. Z lesom, ja. To je bila pa taka ena čudna zgodba, namreč želel sem si v času covida, se je ta želja pojavila, da bi jaz naredil tam si eno uto, tam dol na našem, bi se reklo, na našem vrtu, ampak jaz seveda kakšne take prav posebnega znanja nimam iz tega področja. Mislil sem prvotno samo eno uto za orodje, za vrtno orodje, potem pa za kam se usest, recimo, a ne. No in potem, ko se je zadeva že začela postavljati, ko smo celo zabetonirali tisto ploščo tam, a ne, v gabaritih 6x3,3, da ni bilo več kot 20 kvadratnih metrov, a ne. Takrat seveda se je pa moja žena z mečkem tam okrog vrtila, pa je rekla, to bo pa moja uta. In ker je bila potem to njena izbira. Ko dobi eno obličje, ne, takrat ko prepozna, da bi nekaj bilo lahko prijetno za njo, a ne, takrat je rekla, da bo moja uta, bom imela tu atelje, ko je začela risati pred 59, a ne. In seveda potem jaz sem ostal brez ute za orodje, sem si pa sam začel delati eno uto za orodje in to je bil tisti prvi moj poskus. Seveda v Lidlu so imeli tiste poceni razne, kaj se vem, žage in podobne reči, a ne, kar se pač tu dobi od nekih mašin za vrtanje in podobno, a ne. Tako da sem tistega orodja se nekaj počasno nakupil, tako da sem naredil posebno uto za orodje, pa še potem je to bi gradil, sem še njemu naredil malo večjo uto za orodje oziroma vrtno uto. Ja, pa si zdaj prav v gradbeništvu. Ja, pa sem začel delati še klopi, pa stole, pa take zadeve, vrtne bolj, a ne. Wow. No in to me ravno napeljuje na to, kar sem te želel vprašati
v resnici. Koncept aktivnega upokojenca in aktivnega staranja, meni se zdi to zelo pomemben koncept za današnji čas, ko pač se starost veča in ko se upokojujete že veliko prej, ne? Jaz zdaj tudi prihajam po času to, ne? Brojim sitno do 50. Še malo. Ne, ampak res me pa to zanima, ne? Kako ti ta koncept vidiš v slovenski kulturi, česa se ljudje kaj lotevajo, saj so zelo različni, ne? V tem tvojem obdobju, ko si zdajle, pa kje vidiš, da mogoče, kaj se tebi zdi bistveno, pa kje je tle razlika med slovensko kulturo splošno pa tabo, no? Jaz mislim, da je vprašanje služenja, ne? Vprašanje služenja, kaj to pomeni služiti recimo, s svojim delom, svojim znanjem, svojimi talenti, ljudem, pa ne bo to ožje v družini, ne bo to širše, prijateljem, okolici. Kot penzionist se seveda lahko čisto posvetiš samo sebi in se zapreš vase in delaš svoje zadeve, koničke in tako naprej, potovanja, raznorazna športne aktivnosti in druge zadeve, ali pa čisto samo doma, lahko se pa odpreš še bolj navzven do ljudi, ne? Jaz sem bolj naravnan na ljudi, sem people oriented, kot pravijo recimo. Ampak ti si bil že pred upokojitvijo. Jaz sem bil že pred upokojitvijo, vedno sem, vedno imam rad ljudi, to mi je pravzaprav ena taka rdeča nit od malega in seveda tudi v penziji, recimo tudi pri tem delu, ki ga upravljam, karkoli že upravljam, tudi pri Dižu, kot še sodelujem, še vedno sodelujem zaradi tega čudovitega, bi se reklo, občutka, ki je nenadomestljiv, kako pravzaprav prijetno je, ko bratje prebivajo skupaj, kakšna čudovita stvar. Veš kaj, zdaj, ko si omenil služenje, koncept služenja, saj za službo tudi uporabimo še korenje isti, služba, služiti, a je pol ta teza mogoče kar veljavna, da ti neko služenje pač podjetju zgine in pol kaj boš zdaj s tem naredil? Imajo pa ljudje, naberemo si res izkušenj, naberemo si raznih izkušenj skozi ves ta delovni proces, skozi delovno dobo 40 let, in te izkušnje seveda, če se končajo v tistem trenutku, ko ti recimo zakleneš vrata od pisarne ali pa delovnega mesta, in potem v bistvu se ljudje lahko tudi zgubijo, Če pa v bistvu lahko tiste izkušnje uporabiš, meni je zelo všeč recimo, če se kakšen tak mlad upokojenec da na razpolago kakšnemu takemu humanitarnemu društvu, recimo, da svoje znanje, svoje sposobnosti recimo nameni in to je že, ali je to karitativno, ali je to kakšno drugo, recimo, ali je to za slepe in slabovidne, ali je to, ne vem, kjer pač ima afiniteto, kjer čuti, da lahko da nekaj sebe ljudem in da ga potrebujejo, to se mi zdi fantastično. A veš, glih ta teden sem se pogovarjal z enim približno moje starosti, ki je rekel, sej poleg službe pa družine mi pol še tista ura pa pol ostane za tisto, kar bi bilo pa res lahko srčika, zdaj ali je to molitev, ali je lahko to neko tako služenje, pa ga velikrat prebluzim, tisto dodatno uro pa pol, gre v nič na mestu najbolj plemenito, Kako ti gledaš to službo kot služenje denarja proti temu, kar je koristno, Eni mogoče to v penzionu naredijo, da rečejo, zdaj pa ni več službe, bom pa lahko delal tiste stvari, ki jih res čutim kot pomembne, cel dan, Ti si že prej, Ali si čutil to kot prehod? Ja, seveda, v kakšnih čist sekularnih službah, recimo, tam se jaz nisem nikoli našel, nisem nikoli, bi rekel, počutil popolnoma potrjenega, uresničenega, in jaz sem pravzaprav vedno imel tendenco pač gledati na ljudi, gledati na potrebe ljudi, ki so jih imeli, še kot recimo župan v Krškem, vem, da sem bil na nek način zelo, zelo naklonjen tistim oddaljenim, tistim, ki niso imeli nobene posebne infrastrukture za normalno življenje, niso imeli niti asfaltiranih cest, niti pločnikov, niti javne razsvetljave, niti vodovoda, nekje še, recimo, kaj šele telefonijo. Takrat v bistvu se mi vedo, ti ljudje so najbolj potrebni, ni potrebna toliko recimo ena obnova nekega že, se pravi, še vedno dobrega cestišča ali pa pločnika v nekem kraju, ampak so oni potrebni prej, tako da sem vedno vesel, ko srečam te ljudi,
ljudi, ne bo to z tistih naših oddaljenih krajev, z Bohorja ali z Gorjancev, pa se še vedno radi spominjamo, kako smo v tistem času določene stvari le premaknili, pa naredili, kar jim je seveda odprlo. Provokacija, si bil tak levičarski župan v bistvu. Levičarski, ne vem, če v plemenitem pomenu besede, ne? V plemenitem pomenu besede sem pa bil. Ja, rad sem imel ljudi in skozi to, pa veš, recimo, nekje taki ljudje, ko so recimo v takih preprostih okoljih, kmečkih okoljih, kjer ni, bom rekel, pretirane visoke izobrazbe, taki ljudje so plemeniti, bolj žlahtni se mi zdi v nekem smislu, ker veš, da ti nihče ne bo, ne vem, za hrbtom nekaj počel, in stvari, recimo, tako govoril, mislil pa drugače, In se mi zdi, da sem zaradi tega tudi, bi se reklo, imel večje zaupanje do takih ljudi. A si pol županstvo že čutil kot uresničitev? To je to. Delno. Kar se tiče županstva in tega mojega političnega obdobja, jaz imam mešane občutke, kar se tega tiče. Bil sem porinjen v stvar, nič kriv, nič dolžen, nikoli se nisem zanimal za politiko. Še zanj sem srečal eno gospo, ki se mi rekel, ti si kriva, da sem jaz pravzaprav politiko prišel. Ja, prav, veš kaj, ko je pa mene hotel ne vem, to je bil njen sodelavski, ki je bil Peterletov prijatelj, no, ampak takrat sem mi rekel, ja, kaj se pa pol zgodilo, prav, da je mu rekla Cirilu, jaz ti bom enega pripeljala, ko bo bolj te prav zato, kot sem pa jaz, in mislil sem tebe. In je mene pripeljala in me je dobo in sem začel jaz se ukvarjati z stranko SKD, to je bilo čisto v začetku leta 1990, in smo... takrat že si ti bil pol? V 3 Vem, da te predtem politika ni zanimala, ne? Ne, v 3 tednih recimo smo nabrali toliko članov, da nas je bilo na ustanovnem zboru, nas je bilo 125-130 članov, to je bilo za tisti čas, za tisto obdobje. Pravi timing si ujel, ne? Ja, res pravi timing, pa veliko ljudi sem imel, ja. Timing je, mislim, tehnologijo znajo mnogi, ampak mora biti in tehnologija in timing, ne? Ja, ne vem, če sem bil jaz tisti, ki sem ujel, ampak enostavno se mi je poklopilo. Ja. Vse je bilo tako lepo, da se je kar preveč lepo, sem bil nepripravljen. Psihično, znanja nisem imel nobenega takrat, če bi imel vsaj nekoga, ki bi bil toliko v politiki, ali pa ki bi bil pošten v politiki, pa bi meni svetoval, jaz bi delal, bi se takrat že lahko dalo marsikaj delati. Veliko boljše, če bi danes šel nekdo... Ti si bil pa prvi demokratično izvoljen župan? Je bil en drug, je bil še en moj predhodnik. Jaz sem bil na prvih 94 ali 90 leta je bil moj predhodnik, ampak je bil potem samo 2 leti župan in je potem prekinil županstvo zaradi tega, ker je šel v privat, v sfere in takrat sem jaz potem na nadomestnih volitvah v občinskem svetu sem jaz takrat pol dobil. Tako da sem od marca 93 bil pa do konca 98, mandat pa pol. Ja, mandat do konca pa še enega. Pa še enega, ja, tako, ja. Pa pol bi pa tudi ustal, ali ne? A si po svoji voli prekinul? Ne, pol pa nisem dobil. Sem bil pa v prvem krogu, sem imel, bi se reklo, kar veliko, sem dobil, mislim, da 42% glasov, pa ne dost, pa bi se reklo, moj nasprotnik, ki je bil pa iz ljudske stranke, oba sva bila z desnega pola, je dobil pa takrat 27%, v drugem krogu je pa on dobil 51, jaz pa 49, ker je naredil pač koalicijo z levimi in takrat so, hvala Bogu, to je bil pa čist božji prst, da sem jaz takrat odnehal. Ja, ker politič nastal iz tega. Politič nastal, ja. Ampak kako si pa takrat doživel ta neuspeh, dokler ga še nisi... To je pa ena od tvojih najbolj sočnih metafor, da pričuješ lahko, ko drek postane gnoj, se pravi. Ko se predela. Ja, kako si doživljal še fazo dreka v tem primeru? Ja, nič. Seveda je bilo težko na začetku, ni bilo čisto lahko, ampak ni pa bilo nemogoče to preživeti, čeprav takrat sem jaz to odreagiral za eno boleznjo, pol leta sem bil pol na birgah, ker me je hrbtenica začela dajati, takrat se je bilo zelo hudo. Predhodnih obremenitev ali zaradi poraza? Ne vem. Okay. Vse je bilo pomešano, eno, drugo, in potem so mi odplavale ene službice, ki sem jih takrat morda razmišljal o njih, da bi se jih dalo dobiti, No in potem sem se pa pol leta lovil, v letu 99, konec leta 99 so me pa povabili ta mednarodna organizacija Family Life oziroma New Life International, oni so me povabili za prevajalca za slovenski jezik. Ti si študiral neke jezike? Angleščino sem študiral, pa knjižničarstvo na
PA, takrat je bila še pedagoška akademija. Akademija. Med županstvom in Dižem pravzaprav ni bilo nobene službe. druge zaposlitve, ne, nič ni bilo. Aha. Neki poskusi, ampak poskusi z Amway. To pa poznamo, ja. Bilo je Mislim, a ni to zanimivo, kakšni časi so to bili, koliko smo te, saj jaz nisem bil to kot tem, ampak mi je bilo zanimivo pač kot otroku, ne, ali pa mladostniku videti, kako so te novi poslovni modeli, pa piramidne sheme, pa take stvari, ne, ki jih prej ni bilo. Kako so bili ljudje očarani nad tem, ne? So bili, seveda, ampak po eni strani pa tudi prestrašeni, nismo imeli nobenega izkustva, a ne, s temi stvarmi in smo se kar bali nekih novitet. Aha. Tako recimo tudi pri zavarovalništvu, ko so tuje zavarovalnice začeli prihajati k nam in podobne reči, a ne, so se tudi pač ljudje bali, niso imeli zaupanja, niso vedeli, kaj bo, čeprav se imel, bi se reklo, tam črno na belem. Jaz sem se tudi na tem področju poizkusil, ampak ni bilo pol, ne eno, ne drugo. Sem jaz mogel dobiti to službo oziroma to delo, ki sem ga pol opravljal. Neverjetno, kako je pol ta Diž padel. Koliko si mogel biti proaktiven, da je Diž nastal pol? Zdaj si, mislim, se lahko se pove več paralelnih zgodb, ki so vsaka iz drugega vidika, ne? Ampak ta prva, ki si jo povedal, je bila namenjeno mi je bilo, da nisem postal župan še tretji mandat. Pol sem se lovil, pa so službi česle, zato ker me je Bog čakal s tistim. Tako se je slišalo. Točno to je bilo, ja. Midva sva pravzaprav z Vilmo že v zgodnih letih, oziroma že takrat, ko sva se poročila. Čisto sovpadalo je z najino poroko leta 1978, ko so nam bili predstavljeni eni laiški misionarji mednarodne organizacije. Takrat v Evropi so imeli naziv Agape, na Poljskem so bili zelo uspešni, so povezovali se s temi oazami, ki jih je vodil tisti Fader Blahnicki, ali kako so ga imenovali, a ne, tudi z Vojtivo so bili povezani že takrat v tistem času, no, in seveda so potem tudi iskali v Jugoslaviji takrat še leta 1978 kakšne povezave in naveze. Začeli smo tako individualno. Oni so naju seznanili s temle svetim pismom, z Božjo besedo. To je bil prvi goreči grm, recimo, na nek način, ki je še zdaj goreči grm. Iz tega živim, zdaj že 47 let. Iz tega odnosa, iz tega srečanja z Božjo besedo. Sem prav razmišljal, recimo, kaj to, danes mi je prišlo na misel, zakaj to niso Božje besede, ampak je Božja beseda. Zakaj ena? Ja, zaradi tega, zakaj ena, ne? Zaradi tega, ker je celota. Ne? Jezusa tudi ne maraš, recimo, samo njegov lev ušes ali pa njegovo, kaj svem desno roko, recimo, ne? Ampak ga vzameš kot celoto, Božjo besedo pa tudi vzameš kot celoto. Tako sem si jaz to razlagal, mi je to zanimivo. Ja, in potem se je to dogajalo takrat, že v tistih letih 78, 79, 80, 81, takrat sva bila dvakrat povabljena v Ameriko z Vilmo, pa Vilmina sestra smo šli skupaj na eno tako, bi rekel, mednarodno srečanje mladih, takrat smo bili še mladi, to smo bili še študentje, in to je bilo 2 meseca trajajoč projekt. Takrat je to v Ameriko je bil pa tudi projekt, ne? Mislim, so nas privilegij, bom to rekel. Privilegij, super, Se smo, veš, mislim, če si šel v Nemčijo, je bilo wow, ne? Ja, se spomnim določenih tistih, Avstrijo. Kaj smo mi doživljali, recimo na avionu, ne? Se spomnim, ko smo se leta 81 peljali tam nekje iz vzhodnega, ne vem, če smo šli iz Bostona ali kaj, v Colorado, v Denver, z enim avionom, nekaj podobnega, in takrat, razumeš, na avionu, takrat je bil celo Benjamin z nama. Benjamin je bil 17 mesecev star. Njegov prvi let, ali kaj? Njegov prvi let, 17 mesecev star, ko je bil z nama v Ameriki in se je igral z njimi drugimi otroki. Tam pa so pa tisti starši vprašali, odkot ste pa vi, ne? Videla so pa tako potihem rekla, iz Jugoslavije. Ja, a res iz Jugoslavije? Zanimivo, fajn roli pa na glas, a res iz Jugoslavije, super. Ker gledal sem okrog, da kdo ne sliši, da niso kakšni... Kakšno nadpovprečno prestrašenost. Ne? Ja, in potem seveda, kam pa gresta, greva na eno konferenco v Denver, oziroma tam blizu Denverja, Fort Collins. Ja, kakšna konferenca pa je to? Krščanska konferenca. Oni pa, a Christian conference, that is fine. Ne, krščanska konferenca, čudovito na glas. Ti si pa mislil, da je 10 udbovcev okoli tebe, ne? Točno, mene je kar stiskalo. Mislim, taka doživetja. Se pravi, tu se je vse to rojevalo, takrat v tistih takih doživetjih, v takih srečanjih.
midva sva bila že od prvega dne dalje, to sem zapisal že nekje, cepljena s tem, bi se reklo, virusom oznanjevanja, ker sva bila nagovorjena z besedami iz Matejevega evangelija, pojdite po vsem svetu. Kdo zdaj? A samo škofje, duhovniki, redovniki? Kdo? Ne, pojdite, pravi, se takrat ni bilo ne škofov, ne duhovnikov, ne redovnikov. Recimo, Jezus je rekel svojim učencem, če sem pa jaz Jezusov učenec, potem pa tudi meni te besede. Pojdite po vsem svetu in naredite mi vse narode za moje učence. Halo? To je tisto Jezusovo veliko naročilo. In s tem na nek način, s tem, da jo je pridobil. S tem, da smo v bistvu videli, da mene računaš, Gospod, a res na mene računaš, takšnega kot sem. Jaz, pa da bi šel po svetu, pa tebi na nek način pomagal učence zbirati, pa delati učence, ja, lepo prosim, Ja, takšen kot si, takega te potrebujem, jaz vlagam v tebe, na nek način mi Gospod pravi. Od malega, čakaj, kaj vlagaš od mene? Vlagaš v mene vse sorte, recimo tudi bolečine, tudi osamljenost, tudi zapuščenost, tudi vse tisto. Ja, to vlagam v tebe, zato da boš lažje razumel ljudi, ker je danes mnogo osamljenih, zapuščenih, bi se reklo takih, ki se ne čutijo sprejete, ki se ne čutijo ljubljene. Zato te potrebujem, da greš ti takšen, kakršen si med ljudi. Pa se spomniš tega trenutka, ko si rekel, da te je ta virus Božje besede okužil? Ja. Kako je to izgledalo od ta element? To se jaz pri sebi še vedno spomnim. Kako je Božja beseda iz knjige postala živi odnos. Kako se ti spomniš tega momenta? Se spomnim, čisto natančno se spomnim. Ja, ker to je goreči garam, ne? Ker se ga čisto natančno spomniš. No, povej. Vem, da je bilo enega večera, ko sva bila midva z Vilmo poročena en mesec. Okay. En mesec, mogoče pa nekaj dni, pa en teden. In si že rabo to lažbo. Proti koncu septembra 1978. Takrat je ta duhovnik, ki je naju poročil, rekel, čuj, prihajajo eni ljudje iz mednarodne organizacije, neka laiška ekumenska mednarodna organizacija, misijonska, ki bi radi se srečali z mladimi, pa jih bi jaz kar k vama povabil, ker vidva znata angleško, pa bomo se boste srečali. Sem rekel, ja, seveda, la še koga povabim, ja, seveda povabi, in sem povabil še njih 5 drugih. In ko so prišli, 3 so prišli, recimo 2 moška, pa 1 ženska. Carolyn Johnson je bila on je bil Reimeister, pa je bil Bud Hingston. To so bili 3 ljudje, ki so bili takrat zelo pomembni, stanovali so pa na Dunaju. In potem, ko smo se malo spoznali, mečkaj bi se reklo podružili, malo povečerjali, čisto skromno, so pa rekli, no zdaj pa odprite svetopisma. In jaz seveda, mi da sva imela svetopismo, malo sva ga že brala takrat, ker je Vilma bila na enem seminarju prenove, kjer so pa brali svetopismo, Se pravi, je bila ona pred tabo okužena? Ona je bila pred mano okužena, ja. Okay. In potem seveda... Ampak njej ni uspel, kljub temu, da je bila zdravnica? Kaj? Ja, sej zdravniki zdravijo, ne kužijo, ne? Ja, nič ni zdravila, to je bila dobra okužba. In ona, seveda, oni so začeli, zdaj pa odprimo prav to, zadnje poglavje Matejevega evangelija, Jezusovo to, bi se reklo, veliko naročilo. In mi smo to prebrali, to so tiste 3 vrstice, Matej 28, 18 do 21, 3 vrstice, in cel večer smo preživeli ob tistih 3 vrsticah. Meni je bilo nemogoče, čakaj malo svetopismo, pa da bomo brali samo 3 vrstice, pa kaj to mogoče, ampak smo si pol podeljevali, kaj tebi to pomeni, kaj ti to govori, kaj misliš, da Jezus govori, komu misliš, da Jezus govori, koga misliš, da Jezus izbira, recimo za svojega učenca, za svojega sodelavca, zakaj želi, da se vsi narodi postanejo njegovi, zakaj želi odrešiti se v svet na takšen način, recimo. A to so oni sprašvali? To so oni sprašvali. Ali sta bolj vidva sprašvala? Oni sprašvali, mi smo potem odgovarjali, pa smo brali, pa se pogovarjali, pa smo brali, pa ponovno. Meni je pa ta beseda najpomembnejša in jaz bom z vami vse dni do konca sveta. A to res? Je kar tehnika, ne? Ti to že si mogel imeti malo usposobljenosti za branje. Ja, oni so bili čisto usposobljeni za branje. Ne, mi smo pa bili čisto, bi se reklo, čisto novi, frišni. Ampak takrat se je potem zgodilo, da v bistvu, tako ko si ti rekel, recimo, vem za tisti trenutek, ko je Božja beseda iz knjige postala živa beseda, živ odnos. To je bilo takrat za tisti večer zame. To je bilo tisto razodetje, tisto spoznanje. A
to si ti, Gospod, a to ti želiš meni nekaj, ti želiš vzgajati po tej besedi, ti se mi želiš razodevati po tej besedi, ti me želiš usposabljati po tej besedi, ti mi želiš kazati pot, me voditi skozi življenje po tej besedi, po tej besedi. Aha, no in ta aha, to je bil tisti ta moj prvi večer, prvi aha, da sem potem razumel, da je to pravzaprav povezano s tistim, ko gre za odločitev. Odločiti se pomeni ločiti se od. Ločiti se od nekega prejšnjega pogleda, nekega prejšnjega razumevanja in bi se reklo reči, od danes naprej, od tega trenutka naprej, jaz to zadevo razumem drugače. Je ta zadeva za mene postala živa, postala je tista, postala je, bi se reklo, temeljni odnos. Takrat si se mentalno krstil mogoče. Ja, zanimivo, veš, namočil v novo vodo. Zanimivo, res, ko smo brali, zdaj smo brali par dni nazaj, ali včeraj, ali da smo prebirali to berilo iz Svetega pisma, vi pa boste nedolgo po teh dneh krščeni v Svetem duhu. Janez je krstil, je krščeval z vodo, vi pa boste nedolgo po teh dneh krščeni v Svetem duhu. Pa tile lole, ki bi se reklo takrat apostoli, niso vprašali Jezusa, kaj pa to pomeni biti krščen v Svetem duhu, ampak so vprašali, Gospod, a boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo. Se pravi, čisto totalno nerazumevanje, popolno nerazumevanje bistva, ki ga je Jezus hotel ljudem podati. To se mi zdi, da ti mora razodeti Bog. To ne moreš sam dosega. Ne moreš se niti naučiti, niti natrenirati, ampak ti mora biti res podarjeno, darovano, to je milost, čista zastonjski. Kaj pa dan potem? Je bil to kot en šok, ali si šel v kaj, takrat si še študiral? Študirali smo še oba. Si šel na faks tako malo pol metra nad zemljo, ali je bilo pač normalno? Malo smo hodili tako nekje, v zraku bi se reklo. Bilo je res eno tako globoko doživetje, in tisto doživetje smo pač takrat še skrbno čuvali v tem smislu, da nismo, kar bi se reklo na ulici, vsem govorili o tem, ampak smo hrepeneli po tej družbi, ker tisti večer se nas je bralo 10-12 pri nama v stanovanju, v eni taki mali garsonjeri v Ljubljani, in takrat recimo smo potem hrepeneli po tej isti družbi, po teh ljudeh, s katerimi smo pač skupaj eno podobno razodetje, podobno bi se reklo, podobno srečanje z Božjo besedo, s Kristusom, ki je beseda. Jezus je beseda, in z Jezusom smo doživeli to podobno srečanje in mi smo se začeli pol srečevati 2-krat, 3-krat na teden, po 3, 4, 5 ur. Sam Slovenci, ne? V glavnem sam Slovenci. Kakšen duhovnik je bil vmes? Kakšen duhovnik je bil vmes? Toliko smo bili zatreskani, oni so nam dali recimo nekaj izhodišča, dali so nam tudi neke materijale, neke male knjižice, ki smo jih začeli predelovati in tako naprej in tako vstopati v to, bi se reklo, v območje svetega, v območje Božje besede, In potem, kolikrat so pa bili še oni prvama? Oni so bili pa mesečno, potem vsak mesec po en vikend. Jaz so si zadali, to so imeli visoko prioriteto. A zato, ker so videli vas, kako to ste prijeli, ali zato, ker so imeli že v planu, da bojo? Ne, oni so videli nas, recimo, se s nikomer drugim niso se takrat srečevali, samo z nama in s tistimi, katere sva midva povabila takrat z Vilmo. In to je bilo eno tako res iskreno srečevanje. Veliko časa smo preživeli skupaj, veliko Božje besede smo predelali skupaj, veliko so nam pač pomagali na nek način ustaviti se pri pomembnih stvareh, si jih podčrtati, pogledati, vprašanja napisati, predvsem pa začeti pisati, ker bistvena razlika je, ali samo bereš, ali samo poslušaš, ali tudi kaj zapišeš. Vilma se je bolj, bi rekel, ona je bolj taka radikalna, kar se tega tiče. Ona je bolj poslušna, bolj zvesta. Si bolj na free, ona je pa bolj po regalcih. Tako, ona je bolj po regalcih, jaz sem pa bolj na free. Jaz sem bolj tako spontan, ona je pa se pohecamo včasih, da pač ona more več časa preživeti za to, ker rabi toliko, jaz pa krajši čas. Kakšna so bila zaradi tega tvoja 80-ta, pač 1980-ta, ko so bile ko si doživljal pač družbene spremembe takrat, in vse, po mojem je bilo takrat manj kot 1% ljudi, ki je dnevno bral Božjo besedo. Kako si najbolj poznal to? Ja, na nek način si poskušaš biti
občutljiv za ljudi, a ne, in poskušaš biti občutljiv za to, kdaj ti v katerem trenutku recimo je darovana kakšna priložnost, da lahko morda tudi kaj rečeš, koga nagovoriš, koga kam povabiš, a ne, se s kom kaj pogovarjaš ali kaj podobnega, ne. Tako da takrat vem, da smo imeli veliko takih priložnosti, ko si rekel 80. Ja, v 80. letih je bilo tako, da je posebej, ker tisto naše srečevanje s to mednarodno organizacijo je trajalo samo do leta 81, ko so potem v Beograd šli in so se dol, bi se reklo, stacionirali, a ne, v Sloveniji še ni bilo, ker ni bilo še samostojne Slovenije, ampak midva sva bila pa že do te mere, bi rekel, nekje za Greta, ja, da sva postala self-feeders, pravijo, recimo, a ne, da sva se sama želela prehranjevati z Božjo besedo, da je ta Božja beseda postala stalnica v najnem življenju, ki se nikakor nisva mogla odpovedati in nikakor nisva mogla brez nje, in sva uvedla, da v bistvu, če bova brez nje, se bova raztrešila, bo šlo, recimo, marsikaj, tudi najn zakon bi šel v franže, če ne bi midva imela tega, a ne. Hvala Bogu, recimo, da je bilo to ena stalnica, ki nam je vendarle krepčala. Po drugi strani sva pa bila, potem sva se pa povezovala z enimi drugimi podobnimi organizaciji. Ne vem, če si slišal Teen Challenge. To je ena organizacija. To ni isto. Ne, Teen Challenge je ena posebna organizacija, ki jo je ustanovil pa David Wilkerson. In ta organizacija se je pa ukvarjala z zdravljenjem narkomanov, ne? In je ustanavljala te rehabilitacijske centre širom po svetu, po Evropi tudi in tako dalje, po vsem svetu. In midva sva se spoznala s to organizacijo. Ta organizacija je pa potem imela za outreach, se pravi za to, da so delali pač neke prezentacije, da so dosegli ljudi, da so prišli med ljudi, je imela eno glasbeno skupino Krizma. Ta glasbena skupina Krizma sestavljena je bila z 12-13 članov, je bila stacionirana v Zagrebu in potem so občasno prihajali v Slovenijo in v Sloveniji imeli koncerte in jaz sem bil njihov kontakt. Sem vodil, pač nekje organiziral njihove koncerte po cerkvah, po raznih krajih, tudi po kulturnih dvoranah in tako naprej, odvisno, kje sem imel kakšne kontakte ljudi, s katerimi sem se lahko za kaj dogovoril, in to so bili evangelizacijski koncerti, se pravi, kjer so ljudje tudi svoje pričevali o tem, kaj jim pomeni Božja beseda, kaj jim pomeni odnos z Bogom in na kakšen način ga, bi se reklo, negujejo, a ne? Tako da je bilo to res jasno sporočilo. Zanimivo je, celo pri mašah so igrali čisto vse pesmi med mašo, po maši pa koncert, a ne? In celo marsikateri župnik je dovolil temu voditelju, da je imel homilijo namesto njega, pridigo namesto njega, na tisti evangelij, na tisti dnevni evangelij in Božjo besedo. Jaz sem seveda to skomuniciral prej, da so vedeli, kaj pa kako. In je bilo veliko ljudi, ki so takrat spet, bi se reklo, začutili en tak Božji dotik, začutili so eno tako milost, recimo eno srečanje s takimi. Mnogi so jih pol predočili doma, so navezali stike, ker je bilo tako, a veš, vse je bilo zastonj. To je bilo takrat malo drugače, ja. To je bilo zastonj, tako prenočevali so pri ljudeh, mladi so prišli zraven, zanimalo jih je, lepa moderna glasba, dobra glasba, kvalitetna glasba, kvalitetna pričevanja. Čudovite stvari. Pol je bila še ena druga podobna skupina, tako da v 80-ih je, bi se reklo, to bolj zaznamovalo tisto moj čas, pa tisto moje življenje, ne. To, kar si rekel, self-feeders, to je taka protestantska bolj beseda, ne? Ne vem, kakšna je beseda. A si jo že slišal kdaj v katoliški cerkvi? Nisem je slišal. Ne, ker ima noter dve stvari, ne, feeders, ne, se pravi, da sploh rabiš hrano, ne, pa da to ni hostija, ne, po moje, ko mi rečemo hrana, ponavadi mislimo, ne vem, po moje, hostijo, no. Beseda kot hrana, ne, pa še, da se sam hraniš, ne, da je to kot cilj postaviš, ne, se mi zdi. Božja beseda, ne, prva Božja beseda, ki je pa mene ganila, še pred tistim, bi se reklo, gorečim grmom, tistim srečanjem, a ne, je bilo pa, ko sem bil v vojski, ko mi je Vilma pošiljala odlomke iz Svetega pisma, ker ona bila na nekem seminarju, in prva misel, ki me je sploh nagovorila, je bila pa ta:
naj človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Vidiš, si najdel To je ta, svetopisemska razlaga za hrano. Svetopismo je Božja, je hrana, ne? Sploh za tiste, ki ne morajo vsak dan iti k maši, a ne, to je definitivno vsak dan pa moraš jesti, a ne. Sej predstavljajmo si, kaj pomeni to en dan posta, a ne, brez hrane, ali pa mogoče tudi samo ob kruhu. Kako je to zanimivo, da Božja beseda mora biti na našem jedilniku vsak dan, a ne. Ja. Ker s tem pravzaprav, to je res hrana za naše duše, hrana za naša življenja, ne. Ni hostija, seveda, Božja beseda in pa Evharistija, to sta dva vira prehranjevanja, ki jih imamo katoličani. Protestanti, kot si rekel, imajo samo en vir in to je Božja beseda. Ne? Zato dajo toliko več na to. No, ampak mene zanima, to mi je fascinantno, koliko odprt si ti mogo biti, da si sploh take stvari sprejemal, ki niso bile čist katoliške. Pristno, a ne? Sej, če pomislimo, v 80-ih je bil tudi Teze velik hit, ne? Ja. Novoletna srečanja predvsem, ne? Ja. A je bil to tak čas bolj ekumenski zaradi Vojtile? A si se ti doživljal kot bolj nadpovprečno odprtega, oziroma kje si sploh dobil ta pogum, no, da si, a ne, ker meni se zdi, diš nasploh zelo, narobe bi bilo, če bi rekel, da je navdihnjen s protestantizmom. Rekel bi, da je navdihnjen da je osvobojen določenih strukturnih katoliških omejitev, tistih, ki bi lahko mogoče ga omejile, no? Ja, pravilno. Jaz se strinjam s tem, kot si rekel. Kako, duhovnik nam jih je predstavil, bi se reklo, misionarja. To ti je dal garancijo. To je prva stvar, to mi je dal malo garancijo. A ne, po drugi strani pa nikoli niso bili napeti. Aha. Nikoli niso bili proti. Jaz se spomnim, da smo takrat se celo srečevali v tistih prvih zgodnih letih z enimi protestanti iz Slovenije, a ne, iz nekih baptističnih cerkva, pa binkoštnih in podobno. In tam se je pojavila tendenca, da bi nas zvlekli ven iz katoliške cerkve. A ne. In jaz se dobro spomnim, kako sva z Vilmo takrat trpela, a ne, in kako sva molila, Gospod razodeni, blagoslovi razodeni, pokaži, kaj je tvoja volja, kaj je tvoja želja, da storiva. Ne? In takrat mi je čisto jasno Gospod dal preko tega gospoda iz Amerike, ki je z mano hodil, pa je bil on tudi protestant, ne? Pa mi, ko sem ga vprašal, kaj pa misliš ti, da bi bilo res za storiti, je rekel, don't ask me. Ne vprašaj mene, jaz nisem tisti, ki ti bom odgovoril. Vprašaj Svetega Duha in dovoli, da te vodi Sveti Duh. Pa naredi tako, kot ti bo Sveti Duh narekoval, tako bo najbolj prav. In hvala Bogu, mi dva z Vilmo sva takrat čisto jasno in mirno dobila eno vrstico iz Svetega pisma kot odgovor na to vprašanje. Hebrejcem 10:25, še zdaj, če se ne motim, tam piše, ne zapuščajte svojega zbora, kakor imajo nekateri navado. Aleluja, Gospod, mi je že čist jasno. In dejansko sva pa imela potem kar nekaj časa, bi se reklo, tudi probleme, da sva se počutila med dvema ognjema. Na eni strani, razumeš, v katoliški cerkvi so rekli, ta dva sta s protestanti povezana. Ja, mečkan sta skrenila in tako naprej. Po drugi strani, seveda, sva pa videla, da v bistvu, oni so nama predstavili še drugi vir prehranjevanja, ne samo Evharistijo. Ja. Ker mi dva, tako kot je rekel, že mislim, da je rekel, če se ne motim, papež Pavel VI v tisti knjigi Evangelii Nunciandi, da so ljudje v današnjem času, to se pravi, evangelizacija v sodobnem svetu, tako je prevedena tista enciklika, da so ljudje v sedanjem času preveč zakramentalizirani, pa sploh ne evangelizirani. Ja. So o tem, če se ne motim, sta govorila vidva celo z Mitjo Markovičem, če se ne motim, tudi na to temo. In to je tisto res, ne? Mi smo zakramentalizirani, nismo pa evangelizirani. V Pipu recimo piše, da je največja tragedija v slovenskem prostoru je nevednost. Ljudje so nevedni, ne razumejo in ne vejo, kaj so temelji njihove vere, in v koga in zakaj verujejo, kaj je Jezus naredil za njih, To se mi zdi, da bi možgane premalo vključali, kaj? Po drugi strani ne. Cirkus je tukaj delala medvedjo uslugo, žal bi jaz lahko tako rekel, na nek način tako čutim, marsikdaj, da nismo, da pač ti samo lepo živi, pa pridno živi, pa tiho bodi, pa sem pa tja, pa lepo hodi ko bredom, pa in tako naprej, drugo pa te ne zanima, Pa tista enotni moramo biti, da ne bomo že tako nas drugi tolčejo, saj mi moramo biti enotni,
tukaj je v bistvu gre pa za to pasivnost ali aktivna drža. Veš, recimo, pasivna drža je čakaj mal, se piše že, dajte se kot živi kamni vzidati v to božjo zgradbo. Ne sam kamni, ne? Ne sam kamni, ne? Bodite živi, a ne? Ja. Dajte svojo živo daritev, recimo na oltar. Se pravi, sebe samega, Gospod ti daje talente pa ne zato, da jih boš ti na nek način samo za sebe srkal pa užival, pa bi se reklo, a ne sam se prenajedel teh stvari, ampak enostavno, da boš pretočen, da boš dovolil, da Gospod preko teh talentov, ki ti jih je dal, sebe na nek način širi Božje kraljestvo, širi svoje kraljestvo, zavzema teritorij, zavzema tista srca, ki jih je mogoče ta svet okužil, ki jih je okužila, bi rekel, hudi duh in zlo in tako naprej, in ki so odpadli od njega, od Boga in od cerkve. A ne? In tu se mi zdi, da je premalo narejenega v katoliški cerkvi, pač, da so ljudje pasivni, a ne? Da hodimo v nedeljah k maši, recimo tam pa se niti ne upamo pogledati levo in desno. Ja, a ne? Mene to zelo stiska, jaz to težko mi je. Recimo, kakšno veselje je bilo zelo v nedeljo na Brezjah, ko smo bili, a ne, pa to je bilo objemov, kjerkoli si videl, skoraj s solznimi očmi smo se objemali, res kot bratje in sestre, to je bilo za mene čudežno, to je bilo za mene višek vsega, res. Skupnost je nalezljiva, ne? Čudovita je skupnost, mora biti skupnost, a ne, sej v bistvu druge ni kot skupnost, a ne, sej ne bomo preživeli sami, ne, bomo preživeli kot skupnost, a ne. Ja. Zato se moramo pa nekaj narediti, moramo biti pripravljeni, odprti za to delovanje, Božje delovanje v nas, da se širi ta skupnost, a ne. Ko rečeš skupnost, se mi zdi, da takoj pomislim tudi na to tvojo zaznamovanost iz otroštva, zapuščenost, osamljenost, ne. Ja. Kako je ta zgodnja, to, da nisi bil z očetom, vplival na tvoj pogled na skupnost? Je čudovito vprašanje, res, in o tem sem tudi razmišljal. Ja, mene je zaznamovalo to za celo življenje, bi rekel, ta osamljenost, ta zapuščenost, ta ne bodi ga treba, a ne. To, da sem slišal, recimo, da sem se mojim staršem ponesrečil in podobne reči, a ne. To te zaznamuje za celo življenje, a ne. To pač da en pečat. Ampak zanimivo, in v bistvu pa na drugi strani pa hrepenenje. Ne? Ja. Jaz že takrat v otroštvu nisem vsega razumel, kaj se dogaja, zakaj jaz nimam očeta, zakaj drugi lahko imajo očeta, pa se na nek način pa zatjem grejo, pa ne vem kam v gost, pa grejo zatjem ribe lovit, pa grejo zatjem na smučanje, pa grejo zatjem na Brezje, sofičko tako kupili in podobne reči. Za mene je bilo pa to vse, bi rekel, nekaj nedosegljivega, nemogočega. Ne? In to hrepenenje in ta odvečnost, ne, po drugi, ali pa bi se reklo manj vrednost, ne, napram drugim mojim sošolcem. Prav manj vrednost ali samo ropanost za neke izkušnje? Je šlo prav do manj vrednosti? Prav do manj vrednosti je šlo, ja. Tako, jaz sem se počutil manj vrednega, ker nisem imel tega izkustva, da bi jaz pač imel očeta ob sebi, ali pa da bi se oče in mama razumela, ali pa sploh pogovarjala. Kdaj se analiziral, si ti še posebej občutljiv značaj za to, ali bi dejansko velika večina tako reagirala? Ne vem, mogoče sem jaz še posebej občutljiv zaradi tega, zdaj, ko vidim to protiutež, ko si ti rekel skupnost, ne? Ja. Ja, jaz se spomnim, da recimo... To je tudi hrana, ne? Tako kot Božja beseda. Noro, res. Kako je meni Bog na nek način to kompenziral, kako je meni Bog to nekje dal, zdaj to družino, ne? Družinskost, pa brate in sestre, pa to naprej. Pa jaz jočem od veselja, ko srečam ljudi. Misliš brate in sestre? Brate in sestre v Kristusu. Ja. Kako meni je ta družina tako pomembna, tako dobra mi je, tako sem vesel vsakega srečanja, ko se pogovarjamo, kaj skupaj naredimo, ali če gremo, mislim, kaj svem, ali tudi če gremo hoditi, recimo, ali kaj podobnega, na Jakobovo pot in podobno, da smo večkrat šli skupaj. Zato ti ni problem iti sam zdaj na pogreb v Polansko dolino, ne? Sam, da se bomo srečali. Tako, da se bomo srečali, ja. Res in hvala Bogu, jaz imam to tako rad, jaz to tako potrebujem, jaz to tako srkam, točno. In jaz sem videl, da zdaj se uresničujejo vse tiste besede, a ne, če boste zaradi mene na nek način zapustili hišo očeta in mater in tako naprej. Boste že na tem svetu, a ne, koliko šele pa v prihodnjem, recimo, dobili stotine in tisoče in mnogo več, kot si upate želeti in misliti in predstavljati. In jaz sem že tukaj dobil
bil mnogo več, kot sem kdaj upal predstavljati, da se mi bo to zgodilo. A ne? Kaj ti pomeni v tem primeru, če boste zapustili? Ker bolj sem ne razumel, da si bil ti zapuščen, ne da boš zapustil, ampak najbrž imaš tudi za to nek pomen. Ali... Ja, po svoje, namreč jaz nisem veliko imel za zapustiti, ker dejansko tega nisem imel, ampak vem pa, da ko sem se posvetil temu delu, ko sem na nek način šel za Jezusom, ko sem slišal njegov glas, ko je rekel, tebe in vaju pošiljam, recimo, kot svoja glasnika, takrat sem se pa počutil, recimo, tako kot apostoli, ki jim je Jezus dal to naročilo, ki jih je poslal po 2 in 2. Midva sva tudi bila poslana kot 2, in to nama je pravzaprav takrat, mnogokrat sva pa morala midva tudi zapustiti, vse naši otroci, bi se reklo, zaradi tega niso imeli, ne vem koliko lepše. So imeli tudi malo manj očeta, ne? So imeli tudi tako, malo manj očeta in tudi mame, ker sva bila midva ogromno na terenu, ko se je to začelo, K sreči so bili že kar veliki otroci takrat, Najmlajša Ana, mislim, da je bila stara 14 let, nekaj takšnega, in takrat se je pol, midva sva bila dosti odsotna, če so bile zakonske skupine po celi Sloveniji. Razmerje med tem, koliko biti konkretno z otroki na eni strani, pa delati pomenljive stvari v družbi na drugi strani. Ker meni se zdi, ne vem, jaz sem zdaj glih tle vmes nekje, oboje je pomembno, ampak če samo eno od teh dveh delaš, po mojem ni v redu, če si samo v družbi, pa neč otroki, katastrofa, Če si samo z otroki, pa te za širšo družbo ne briga, pa jaz mislim, to je hipoteza, jaz še nisem tam, zdaj prvo srednje šolko, da potem, ko pridejo do določenih let, ti pa jim ti nisi več za zgled, ker nisi nič delu pomenljivega. Ne vem, a je to kakšno razmerje postaviti v tem? Kaj misliš? Ne vem. Sej ti po mojem nisi čisto zadev, vsaj tako govoriš, ne. Ti si bil preveč v družbi, ne? Ne, torej... Ampak kaj bi bilo pravo po tvoje? Kako zdaj gledaš za nazaj? Ja, odvisno kakšna starost so otroci, v katerem starostnem obdobju so otroci. Ja, ker otroci recimo v različnih starostnih obdobjih rabijo različno starša, Najprej ga rabijo kot avtoriteto, na nek način, da pač pove, to je ja, to ne, do 5. 6. leta, pa ga rabijo kot učitelja, do 12. leta, ki odgovarja na tisoče in tisoče vprašanj. Tretje obdobje je mentorstvo oziroma mentor-trener je od 12. do 17. leta, pol naprej je pa prijatelj. Ja, jaz recimo, sem po moje zabluzil v vseh teh vlogah na nek način tako avtoritete, učitelja, mentorja in pa seveda, ne bom rekel, da sem čisto zabluzil, ampak enostavno jaz sem se počutil tako neprimernega zaradi te svoje zaznamovanosti, zaradi nobenega zgleda, nobenega nič. Jaz nisem pač imel pojmo, kaj to pomeni biti starš. A ti je hudič govoril, vse to itak ti boljš, da si kje drugje, ali kaj? Ne vem, če je bilo to, ampak delal sem take, trapaste napake. Ukvarjal sem se z neko stvarjo, pisal na računalnik, pa je prišel kakšen, pusti me primer, še 50 minut. Te neumnosti, recimo, sem počel, vse sem se že otrokom upravičil, da sem to delal, ker pol čez pol ure, recimo, ko sem jaz hotel iz otroka tisto zvleč, kar mi je hotel takrat povedati, takrat bi me rabo za mogoče 10 sekund ali pa pol minute, Pol pa tudi 1 ura, če bi mu jo posvetil, ni bila primerljiva s tistim, kar sem jaz zgubil takrat, ko sem otroku dal razumeti, tole, kar jaz delam, je zdaj le bolj pomembno kot simpatija. Dobro, sem čez to ti čisto zabluzo, to delamo vsi starši. Pa to je tista stvar, ki bi jo jaz zdaj, če bi zdaj bil, recimo, pa rečemo s to pametjo, spet starš, bi poskušal na tem več delati, se pravi, da otroka. Sem pa videl zanimivo zgled, to mi je bilo všeč, Bili smo na enem srečanju v Zagrebu pri eni družini, nas je 4 pari, smo se zbrali kot ena zakonska skupina, in oni so imeli 6 otrok, in ko je tista mala 5-letna, ne vem, kako je bilo že ime, pritekla do mamice, je mami ravno nekaj govorila, pa ni šla, mami, da bi, ampak je obstala pri mamici, čakala sigurno, jaz sem mal miru čas opazoval, čakala skoraj celo minuto, da je mami nehala govoriti in da se je potem čisto njej posvetila.
Čakala sem se, je mamica držala. So bili tako vzgojeni otroci, da če mami zdaj ne more, v prvem trenutku, ko bo lahko, bo mamica se tebi posvetila 100% ali pa ati. Kakšna čudovita misel, če bi človek samo to premišljeval, pa to poskusil v življenje spraviti, koliko bi recimo marsičesa bi bil lahko obvarovana. Tako da tu smo pa res, jaz sem tu delal velike napake. To so bila tudi 80, kar sva prej govorila. To so bila tudi, Pa 90, ta županska, kaj si se iz županovanja naučil za kasnejšo, najbrž glavno misijo v življenju, zadiš ustanoviti pa voditi? Kaj sem se naučil? Iz županovanja. Sploh kaj? Ne vem, če sem... Oziroma, kako so te ta leta transformirala? Tako te bom vprašal. Me niso. Niso? Mislim, da me niso. A si sebe pustil malo tam? Mislim, da me niso. Jaz sem pustil sebe. Jaz sem pravzaprav sebe na nek način. To si štejem kot za uspeh, recimo. Ni me pokvarilo županovanje, recimo. Ni me posrkalo vase, recimo. Tako, čeprav je Vilma takrat rekla, vse si na vsaki pasi procesiji, domov pa nimaš časa priti, otroci so me zafrkavali, župana imamo na kosilu, kakšna čast in tako naprej. To je že Benjamin govoril. Ja, take stvari, recimo. Tako da to je bilo marsikaj vsega tega, ampak nisem bil pa podkupljiv, ali kako se reče, recimo, da bi me ali denar pokvaril, ali da bi me kakšne časti pokvarile in podobne reči. Skratka, jaz mislim, da sem... Malikom si se, ne? Ja, tako, ja. Jaz mislim, da sem v bistvu kar ostal takšen, kot sem bil. Prav to, da sem v bistvu imam rad ljudi, se mi zdi, da je vedno me priganjalo, me gnalo, ta ljubezen, recimo, ta afiniteta do ljudi, ta odprtost. To me je res na nek način vodilo. Ne, ampak to mene fascinira, kar si rekel, da te sploh, kada nisi bil s srcem zraven, ali kaj? Kad si tako rekel, nekako tako si rekel, kot... Možno. Ma ne, to me ni toliko sploh transformiralo. Ampak ti si dal veliko več kot 8 ur na dan za to? Ja, seveda. Pa te ni transformiralo. To mi je čuden. Ja, se je res čuden, Se je res čuden. Mnogi ne morajo verjeti, ampak jaz pa mislim, da je temu tako, da nisem bil od županovanja, da nisem bil ne vem kako prevzet ali pa tako bi se reklo spremenjen, da ne bi mogel začeti, bi se reklo, čisto pri tleh in znova. Meni pa to se mi zdi, da ti, ko si župan, sploh v taki občini, ki ima jedrsko elektrarno Krško not pa vse, da nekaj ni tako kar ena podeželska občina, ki bi bila taka tipska, šola, gostilna, cerkev pa 5 vasi, da imaš dostop do nekih čist novih tipov izkušenj, kontaktov, izkušenj, učnih priložnosti, premislekov. Postal sem pa mogoče malo bolj previden. Postal sem mogoče malo bolj previden. Šlo je za to, jaz recimo takrat, če zdaj gledam nazaj, jaz nisem znal po mizu dart kot župan, v tem smislu, da bi rekel, zdaj sem jaz župan, pa bomo tako delali, kot bom jaz rekel, ko boš pa ti župan ali pa ko boš ti župan, bomo pa tako delali, ko boš ti rekel takrat. A ni to zanimivo, tako je tudi v nacionalni politiki, vedno drugi nastavijo? Ja, zanimivo, veš, recimo, jaz tega Kdo so bili tvoji strici iz ozadja, če hecam se malo, ampak veš, kaj skozi govorimo, da tisti premijeji, ki niso znali pomisliti dartu v Sloveniji, da so imeli močne strice iz ozadja. Ja, jaz nisem imel nič močnih stricev iz ozadja, Enostavno mene so ljudje zvolili, jaz sem bil izvoljen, jaz sem bil številčno, smo bili tako močni, recimo kot stranka, takrat v Demosu smo imeli največ procentov glasov, in tako, da smo takrat iz tega naslova, da sem veliko ljudi poznal, veliko ljudi je poznalo mene, jaz sem že takrat, recimo, kaj svem, ne vem, kje sem se že skozi glasbo, skozi petje, skozi podobne reči, ki sem jih delal, sem že takrat recimo mnogo ljudi poznal, čeprav sem prišlek v Krški občini, niti nisem jaz doma tam, niti rojen tam, pa vseeno, hvala Bogu, ljudje so me vzljubili, imeli radi in me izvolili, to je bilo. Drugo je pa res, da sem postal, ko sem rekel, bolj previden, bolj po eni strani nezaupljiv, zaradi tega, ker sem bil tolikrat kako bi rekel, malo prevaran, recimo. Po eni strani z figo v žepu so sprejemali določene stvari, določene moje besede, določene moje odločitve in podobne reči. Tako da to sem res izkusil, da politika je grda zadeva. Malo bolj podobna vojski. Ni toliko, se pravi, moraš imeti zelo zveste ljudi ob sebi. Ja, to je pa vprašanje, ker jaz recimo sem pojerbal, podedoval celotno občinsko upravo, če si hotel biti pa v tistih letih, 80-ih
letih še recimo v občinski upravi, si pa skoraj po defaultu moral biti recimo primerno organiziran in tako dalje. Ja. Tako da vsi tisti, ki so bili na vidnejših funkcijah, jaz sem se teh ljudi bal. Jaz sem se bal zaupati temu, zaupati onemu in tako naprej. Tajnico sem podedoval in tako dalje. Razumeš, najbolj bližnje. Ni šlo za zamenjati, recimo. Pol sem, naprimer, jaz sem pripeljal 3 ljudi na občino, 3 ljudi na občino in to je vse, kar sem lahko, drugo pa nisem mogel nič. Se ni dalo nobenega odpustiti, nobenega zamenjati in tako naprej in tako dalje. Jaz nisem imel ne vem kakšnega vpliva na kdo bo ravnatelj, kjer je šola in podobne reči. To je bilo čisto drugače, recimo, tako da nisem imel takega vpliva ali pa se nisem uzurpiral take oblasti, recimo kot Ala Janković in tako naprej v Ljubljani, Kohara sem in tja, jaz tega pač nisem počel v Krškem. Kakšno barvo je pa pol vajin odnos z gospodom dobil v teh županskih letih? Ja, ohranjala sva tole, bi rekel, dnevni kontakt, dnevni stik z Božjo besedo, z Bogom, recimo, ohranjala sva redne nedeljske svete maše. Jaz sem bil celo nekaj časa na začetku še celo organist v domači župniji, vedno in povsod, kjer smo bili na kakršnikoli prireditvi, pa da je bila povezana s cerkvijo, mene so videli ljudje, vedno da sem se prekrižal, vedno da sem molil in tako naprej na glas in tako dalje. Tako da to ni bilo sporno, recimo, kar se tega tiče, nisem nič spreminjal, recimo. Pa tudi bi se reklo v ožjih krogih, recimo, ni bilo pa tiste zatreskanosti, očitno. Ni bilo pa tiste, ja, tako to. Ker pol Prdižo je spet bila, se mi zdi, ne? Prdižo je spet bila, tako, ja. Kolikrat si se, če primerjaš na Dižu z Jokov ob raznih srečanih in priložnosti, kolikrat pa kot župan? Ne vem, če bi rekel, ne vem, če bi znal povedati. Ne, mislim, je razlika, ne? Pri Dižu je, seveda. V smislu, da te neki gane, ne? Gane nekega pozitivnega. Ja, seveda, to sem mislil. To je definitivno. Da te gane, ne? To je noro. To je zatreskanost, ne? Ja, seveda. Zato pravim to. Od vseh seminarjev in tako naprej do vseh zakonskih skupin, regijskih voditeljskih parov in podobno. To so bili čudoviti, to so bili kar s solzami sprijeti in pozdravljeni in to je bilo kar venomer. A pol ti to svoje županstvo gledaš kot stranpot mal? A veš, kaj si rekel, na otroke ni bilo pozitivnega vpliva, na ženo tudi ne, naučil transformirati me ni veliko, tudi nisem mogel preveč narediti, manj sem bil zatreskan v to, kot v ostale svoje službe. Ja. Tako, ne vem. Lahko bi rekel, da je bilo na obdobje, ki je bilo koristno po svoje, ker sem vendarle nekaj sem pa lahko naredil, ampak ne bom na nek način, ne bom rekel, da je bilo to res najboljše obdobje v mojem življenju. Ja. Boljše obdobje je bila potem začetek recimo delovanja z Dižem. No, sej to gre pa zdaj na New Millennium. Okay. Ja, to je pa to, to je pa New Millennium, ja. Videla sta nek denar dobila, ne, da je bilo možno se to v bistvu iti, ali je bilo z čistega zaupanja, greva se to brez kritja? Ne. Nama so ponudili, recimo ta mednarodna organizacija Family Life, oni so nama ponudili čisten poseben sistem, tega nikjer prej nisva videla, pa tudi polne nikjer pri nikomer. Rekli so takole, glej, običajno je, da vsak, ki je član te organizacije, s seboj prinese finančni suport. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu ima možnost, da ta finančni suport zbira že prej, se pravi, da že prej nabere eno bazo 30-50 ljudi, ki ga podpira pri tem delu, ker gre pač full time 100% v misijone. Kot mesečne donacije nekako. Kot mesečne donacije, ja. Ljudje se zavežejo, dam ti 50 € in tako naprej na mesec, in če imaš ti recimo takih podpornikov, kaj sve meni, 20, 30, 40 recimo je za eno osebo, to bi skoraj reklo dovolj, ne? A pol je tudi na Dižu ta sistem v bistvu malo podedovan od tega? Ja, na Dižu seveda. Midva sva ta del uvedla, recimo, ker so nama ga pač predstavili tale mednarodna organizacija. Ampak oni so pa rekli, vama damo pa eno drugačno priložnost, ker veva, da tukaj nimata kje nabrati teh, bi se reklo, mesečnih donatorjev. No, kulture doniranja še ni bilo. Tako. In je tudi še ni. Tudi še zdaj. Mal pa je. V Dižu mečken postaja, mečken se prebuje. Prvi najbolj v celi Sloveniji. Mogoče se
recimo preboja. Ja, što se je v tem, ne, da v bistvu ljudje bojo rajši dali za nove zvonove, pa bojo rajši dali za ne vem kaj še vse, za cigle, pa za pozlate, pa za ne vem kaj še vse, a ne kot pa recimo, da bi dali za eno živo delo, bi rekel pastoralno delo na tem ali onem ali tretjem področju, se ni važno kje, a ne, da bi se širilo tako, to Božje kraljestvo širilo, nematerialno kraljestvo. Ne. Tukaj so nama potem oni rekli takole, lej, prvo leto vam pokrijemo 100% vajn budžet, ne, pa smo zračunali do pičice natančno, kaj je tisti najn budžet, od WC papirja pa do hrane za mačke, da ne govorimo vse za šolo, za otroke, za dopust in podobno, vse je bilo treba a ja, prav tako? Ne sam plača pavšal. Ne, mi smo zračunali, toliko bi midva rabila, recimo vsak zase, toliko bi rabila midva za celotno hišo, za vzdrževanje najine družine. In oni so rekli, ne, pa smo šli čez seznam, tistih 200 postavk mogoče v tem smislu in smo potem prišli... Potovanje na Karibe so ti ven vrgli. Tega ni bilo nikjer, ne. Bilo je pač normalno dopust za par dni na morju, naprimer, ne. Jadranskem, ne na Karibih. Potem smo prišli do ene številke, so rekli, če sta zadovoljna, če sprejmeta, mi smo za. No, potem smo rekla, sprejmeva, ne. Potem drugo leto so rekli, bo 80%, tretje leto 60%, četrto leto 40%, peto leto 20%, po 5-6 letih v bistvu zadeva ugasne. Nam je zadnja njihova tranša ugasnila leta 2006. 2006, obenem sva leta 2006 tudi zapustila njihove full-time staff, se pravi, da nisva več bila njihova zaposlena, ampak da sva bila samo zaposlena pri organizaciji družina in življenja. Ne? Samo zaposlena oziroma SP, a ne, s pogodbo za organizacijo družina in življenje. Tistih mesečnih donacij slovenskih je bilo pa takrat še zelo malo oziroma premalo. Nisva uspela do nabrati. Te mere. Nisva uspela nabrati takrat. Kako bi rekel, cele nacionalne kulture doniranja spremeniti v 5 letih nista uspela. A bežgalo? Ne, nisva uspela, bežgalo. Ja, res ga nisva uspela. No in to je bilo zanimivo, da sva sicer spraševala, prosila, a ne, ljudem, veš kaj, predvsem na seminarjih, naprimer, ko so prišli ljudje na seminar, kaj mislite, kakšno je to delo vredno, je potrebno za slovenski prostor ali ni potrebno, če mislite, da je potrebno z tega pripravljeni podpreti z enim malim zneskom, naj bo to 5, 10, 15 evrov recimo na mesec ali kaj podobnega in recimo, da se je 30% ljudi vedno odločilo za, tako da so, ampak potem je bilo treba pa vzdrževati recimo te kontakte, z njimi komunicirati, tako da je tudi zaradi tega je delno nastala tudi naša revija Družina in življenje, da bi jo pač vsem ljudem pošiljali redno in da bi preko te revije vzdrževali kontakte. Tako da delno je uspelo, delno ni, ampak kakorkoli že mi smo preživeli, čeprav včasih skozi muke, skozi solze, skozi bolečine, skozi manjko, ampak hvala Bogu. A pol je bila najtežje obdobje kasneje, se pravi, ni bilo začeti najtežje, ampak je bilo tam 2-6, 2-7 težje. Takrat je, veš, zakaj je bilo težko. Ne? Ja, je ugasnil počasno. Ker je ne samo njihovo ugasnil, ampak poleg njih so bili individualni donatorji tudi iz Amerike, iz nekaterih krogov. Predvsem iz teh krogov mednarodne organizacije Family Life in ko sva midva nehala biti njihova člana, bi rekel, ko sva šla na svoje, takrat so tudi njihove donacije ugasnile. Tako da se je prepolovilo takrat leta 2006. Do polovice sva uspela priti, dlje pa ne, tako da smo nekaj časa gagali. Nekaj časa smo težko preživeli. No. Kaj pa pol obrnilo krivuljo? Pa kdaj? Kaj pa vem, ja, počasi se je potem iz leta v leto se je počasi nabiralo. Ne vem, odkot so prihajala sredstva, vem, da preživeli smo. Delno sem jaz poskušal tudi iti do kakšnih potencialnih obrtnikov, ki bi lahko s čemerkoli, s kakšnimi donacijami ali pa s kakšnimi tudi pogodbami za kakšno sofinanciranje, za kakšno stvar, recimo, a ne, prodrli. Potem se je v letu 2... Ti je bilo to težko prositi? Težko je bilo prositi, ja. Ne, jaz sem kar lahko to naredil, no, sem kar lahko šel, ne. Čeprav, kaj pa vem, nisem pa najdel nekih takih, ki bi bili res močni donatorji, da bi nam tisoče in tisoče recimo evrov dejali, takih ni bilo. Smo dobili po 200, 300, po 400 evrov, po nekod 500, tudi kakšnega 1000 recimo na leto, kdaj ne. In to je že pripomoglo k temu, da se je v bistvu obdržalo, da se je zadeva sfinancirala, da je šla naprej. No,
pa se je pa v bistvu kar nekje leta 2012-2014, tam v tistem času, ko je pa se nam Erika pridružila, takrat smo imeli pa Benjamin tudi kmalu po tistem, ne? Takrat smo pa navezali stike z bivšim ambasadorjem Amerike v Sloveniji, Joejem Musumeljem in njegovo ženo, in ta njegova žena, zdaj že pokojna Sharon, nam je takrat pomagala priti do Ameriške škofovske konference. Ameriška škofovska konferencija je imela pa nekaj sredstev, nekaj fondacij za pokritje, pomoč vzhodnoevropskim katoliškim organizacijam oziroma cerkvam. Tako da, ker so pa prepoznali naše delo kot tisto bistveno delo v smislu širjenja, v smislu povezovanja, v smislu, bi se reklo, nekega globokega krščanskega, bi rekel, ozaveščanja, ne, so pa v bistvu nam pol tudi pomagali, tako da smo dobili kakšno donacijo, recimo kakšni 10-15 tisoč evrov takrat, ne. Kar je bilo pa spet čudovito, ne, da se je sploh to lahko začelo, da smo lahko te zadeve preživeli. Zdaj so pa tvoji nasledniki pretežno na donacijah iz Slovenije, ne? Zdaj so pretežno, na donacijah, nekaj se pokriva pač tudi iz tujine, nekaj se pokriva pač tudi iz Slovenske katoliške cerkve, mislim, da letos 4,000 evrov za celo leto, recimo, to je vse, kar je teh. Pa tudi, enkrat na leto pošljemo, zdaj že kar nekaj let zapored, mislim, že skoraj 8 ali 10 let, enkrat na leto pošljemo vsem, ki jih imamo na seznamu, a ne, ki jim pošiljamo tudi revijo, pošljemo položnico za prostovoljni dar za revijo, položnico za prostovoljni dar za delovanje društva, tako da tam se tudi nekaj nabere, a ne, pa iz naslova društva v javnem interesu, recimo, se tudi nekaj nabere. Dohodnine, Tako da to je to, Ej, zakaj ravno zakonci pravzaprav? Ker ti si sam artikuliral skozi tvoj goreči grm potrebo po oznanjevanju, ne? Ta pojdite po vsem svetu in oznanjajte, bi lahko bil tudi Romom, ali pa bi lahko bil tudi otrokom, ali pa bi lahko bil tudi delavcem, ne? Zakaj glih zakonci? Pač te tipi so bili iz Family Life in so te pač na ta način okužali, ali kaj? Ne, midva sva takrat, predno sva se povezala s Family Life, recimo, sva imela možnost izbirati pastoralno področje, ne bo to študentje, ne bo to srednje šolci, ne bo to pa, bi rekel, kaj svem delavci iz Executive Ministry, se pravi z poslovneži in podobno. Pa sva se odločila za družino, ker sva čutila, recimo, videla sva res z Vilmo, koliko družin razpada v najnem okolju. Ni bilo nič v primerjavi s post-covidnim obdobjem. Kako ljudje ne znajo živeti drug z drugim. Vilma je videla, da zbolevajo, recimo psihosomatika, ne, zbolevajo zaradi tega, ker živijo v sebi neko zamorjenost, neizpolnjenost, ker živijo neodpuščanje in podobne reči, ker ne znajo sobivati drug z drugim, se ne znajo slišati, pogovarjati, biti sočutni, biti naklonjeni drug drugmu. Se pravi, je treba tiste temeljne veščine odnosa jih je treba učiti. In to smo pa videli. Da je šlo to tako racionalno, da ste rekla, to je prioriteta, ker pač ne, to, jaz mislim, da je bila tudi kakšna božja beseda vmes, ali pa da... Ne, točno sva videla, da je za najno obdobje, ker midva sva bila takrat stara, koliko sva bila takrat stara, ne, 40 let plus, ne, za to najno obdobje, ko imamo 4 otroke, ko imamo že veliko izkušenj s področja življenja v zakonu, v družini, da sva že na tem področju največ prijela in da na tem področju lahko postajava najbolj, bi se reklo, tista pretočna delavca, ki bosta v bistvu tisto, kar bosta še plemenitenega dobila in v sebi predihala, da bosta to lahko dala naprej. In dejansko nam je Family Life postal, ko so nama prikazali, kaj oni delajo, kakšne imajo programe, pa to ne moreš vedeti. Jaz mislim, nisem mogel verjeti, da je to res. 300 ljudi, visoko izobraženih, je delalo na centru Family Life v Ameriki, v Little Rocku, zvezna država Arkansas. Pa ni stvari, da je ne bi oni imeli narejene in to narejene, bi rekel, v superlativih dobro. Kako čudovito so oni imeli te programe izdelane, razne načine, pristope, video materijale, materijale, 3., 4., ti pa samo lahko izberi tisto, kar ti najbolj
všeč, kar ti najbolj paše. Že takrat, ko sta bila v 70-ih, sta to videla ali pol, ko sta začenjala? Ko sva začenjala, sva videla. Ne? Sta pol spet hodila v Ameriko v bistvu? Ja, seveda, pol po letu 2000 sva spet hodila v Ameriko. Ne? Ja, vse sva bila kar nekajkrat. Ne? Jaz sem bil leta 2004, če se ne motim, sem bil kar en mesec v Ameriki takrat. Ne? Aha. Pa je pa še Vilma prišla za 14 dni, tako da smo potem takrat bila že v Ameriki, potem pa še malo kasneje. Takrat sva se seznanila z res mnogimi stvarmi, ki jih delajo in ki je bilo čudovito. Recimo vse know-how imaš na razpolago, vzami, kar ti paše, brez posebnih, nič ne stane, samo vzami, samo uporabljaj, samo prilagajaj. Tisto, kar recimo veš, da bo dobro, ohrani, tisto, kar ne bo dobro, kar bo preveč zvenelo tuje, odstrani in tako naprej. Tako da nekaj nam brezovati, ne? Tako, nekaj nam je uspelo, nekaj nam ni uspelo, neke stvari sva recimo se lahko osvobodila amerikanizmov in podobnih reči, nekaterih stvari se nismo mogla, ne? In bilo je pa zanimivo, da smo pa marsikaj smo pa le dobili, tako da se res iz srca zahvaljujem tej Family Life, tej organizaciji, da so bili tako odprti in so še danes, če igramo, pokličemo, pridejo ali pa dajo na razpolago to ali pa ono ali pa tretje, karkoli želimo. Ko sva govorila o obrezovanju, meni se zdi, da katoličani pogosto, se že v številu maš se to kaže, ne znamo obrezovati, pa kopičimo, ne. Kakšno je bilo tvoje načelo pri tem, v kaj gremo? Ker ti se meni zdiš zelo tak intuitiven človek dost, ne zelo aha, tale veja, pa preračunati, kaj zapreti, pa kaj ne. To je Aleš, ne? Zato je Aleš, Bogu hvala, da nam ga je pripeljal Aleša, ki je take sorte, zelo analitik. Zelo cenim to njegovo sposobnost, ja. Jaz sem pa res, kot si rekel, bolj intuitiven, ampak, lej, začutim človeka, človeka. Sem ravno razmišljal, da ne znam pa jaz tako timsko delati, pa strateško delati, pa tako naprej. To so vaše kvalitete, Bogu hvala, da lahko sodelujemo. Tako da midva sva takrat na začetku vedela, da zakonske skupine so pot. Seminarji ali pa konference, kot smo rekli na začetku, so tudi čudovita pot, vikendi, Sploh, razumeš, ker smo jih mi čisto prilagodili po svoje. Američani imajo to čisto drugačno narejeno, vikendi, recimo od četrtka popoldne do nedelje popoldne, 14 nagovorov in tako naprej. To je res, to se dela, to skoraj ni nič odmora vmes, Pri nas smo poskušali zadeve, bi se reklo, malo bolj zožiti na petek, nedelja, pa sveto mašo kot centralnim dogodkom, recimo, na katerem smo seveda obnavljali poročne obljube, nekaj slovesnega, za eno tako, bi se reklo, slovesno večerjo. To smo poskušali pri nas narediti in to se je pri nas obneslo. Bogu hvala. Ljudje so zato občutljivi, imajo radi, se najdejo v tem, mi se pa tudi najdemo v tem, tako da smo, bi rekel, res zadeli eno tako lepo stvar, lep način. Predvsem pa nekaj, se pravi, midva z Vilmo sva, ko si rekel, oznanjevanje, evangelizacija. To je v vseh programih, jaz mislim, da to ne moremo reči, da to ni. Vsi programi so temu podvrženi. Tako bi se reklo od zakonskih skupin do seminarjev, do raznoraznih pričevanj in tako naprej, kjerkoli smo. Posod se moramo vprašati, se mi vprašamo, kako pa lahko približam jaz Kristusa tem ljudem, na kakšen način, ali so oni v tem trenutku pripravljeni, so odprti, potrebujejo, kaj potrebujejo, jih slišim, jih čutim, poznam koga v tej skupini in tako naprej in lahko komu osebno govorim. To je ta moja temeljna usmeritev, recimo. Druge nimam. Recimo, pa eno stvar imaš ti, ki po moje je totalno privlačna, to, da se prepeleš na vsak hribček ali pa v vsako zadnjo vas nekje, brez pričakovanj obiskati ljudi. In to sem pa že slišal več 10 ljudi, ki jih to fascinira. Se pravi, jaz imam tako naravnanost, to mi je meni, na ta način ohranjam te stike, na ta način to družino, da recimo povezujem, čutim, da moram povezovati to družino na nek način, kot da so moji otroci. To je tako, res čutim, eno tako starševsko brigo v tem smislu in dolžnost, da jo lahko na ta način pač izrazim, da pridem k komu
pogledamo, ga objamem, če tudi samo za 15 minut, pol ure, pa gremo naprej. Ne? Ampak ti si v bistvu, kako je šel ta vajin odnos s tvojim očetom? Ti si potem, mogoče za poslušalce, ti si izčistil to in si zaradi tega šele lahko to najbrž, ne? Če bi ti si izčistil odnos s svojim primarnim očetom, ne? Ja, z očetom, ja, jaz mislim, da sva imela z očetom v moji odrasli dobi zelo lep odnos. Ja. Mene je rad imel, me je sprejel, v otroštvu pač z mojo mamo se nista pač našla, z mojo mamo se nista mogla ujeti na noben način, ona dva sta bila do smrti skregana. Pa a sta se mislila sploh, kolikor sem razumel? Ne. Tvoja zgodba je bilo to bolj... To je bilo iz flirtanja, recimo, Ja. po moje sem jaz nastal, a ne? Ja. Kot neke vrste spočet v grehu, bi se reklo. A ne? In potem ni bilo nobene osnove, pravzaprav, da bi se ona dva poročila. On je bil sin enega velikega kmeta, a ne, naj bi nasledil svojo kmetijo, moja mama je bila pa kajžarska dekla, bi se reklo, ker je njihova domačija propadla, recimo pred vojno že. A ne? Po mamini strani staroče pač je mačken zadeve zastavil pri enem kartanju in je potem vse zgubil. Take stvari sem jaz to slišal, jaz ne poznam podrobnosti. Je pa res, da pol kasneje, recimo, ko sem jaz 1 leto preživel pri očetu, ker mi ni imel nišče drug za imet, mama ni imela prostora pri sebi. Koliko je bil to star? 7 let, 7-8, prvi razred. Osnovne šole sem jaz v Ljubljani delal. In takrat sem jaz pač spoznal malo očeta, čeprav takrat je pač oče bil tudi poročen s svojo ženo, mojo mačeho, in s katero sta imela eno hčero, potem še en sin, ki je umrl pri porodu, ali kako je to bilo, se ne vem. V glavnem, jaz sem takrat bil tam, ampak sem hrepenel potem, da bi šel nazaj k mami. Nazaj k mami živeti, in to sem potem od 2. razreda naprej do 8. spet bil pri mami. Ampak hočem reči to, ko sem pa jaz postal recimo ali študent, ali ko sem bil v Ljubljani, sem ga pa večkrat obiskoval, pa hodil na počitnice k njemu, tudi recimo kdaj v tistem obdobju. Zakaj si pa to naredil? Ker neke osnove čustvene nisi imel za to, ne? Ja, so me povabili, in sem šel, recimo, so me povabili, pa so me sprijeli. Ja, pol so te vsem povabili. Ja, so me povabili. Ja. Sploh pa kasneje, recimo, ko sem bil že jaz, recimo, v službi, pa ko sem imel že svojo družino, smo imeli pa z očetom lep odnos. Zadnja leta, jaz ne morem pozabiti, ko me je slišal po telefonu, sine moj dragi, ko sem ga poklical, kje si, prideš kaj, prid, saj bo kaj rekla, kaj skup pojedla, Tako da mi je bil zelo vesel, objela sva se, tako tak prisrčen odnos. Kaj je on mogel narediti, da so se pri te prane zacelile? Ne vem, mi je bilo to nekje izmoljeno, verjetno mi je bilo izmoljeno, ampak... Ne, katera njegova ravnanja so tebi pomagala zaceliti rane? Najbolj očitno je bilo eno dejanje, ga bi opisal. Takrat, ko je bil naš Tobi bolan, ko je bil v bolnici v Petra Držaja, kje je že bil v bolnici na Vrazovem trgu, na Otroškem. Nekaj zelo hudega, ne? Ja, takrat, ko je imel raka, recimo pri 16 letih. Takrat so z Vilmo vsak dan prihajala k njemu v Ljubljano, zjutraj ob 8 smo bila v Ljubljani, zvečer ob 8 smo šla nazaj v Leskovec, pa prespat, pa nazaj drugo jutro spet in tako naprej, ko je bil v bolnici. Eno jutro, vem, da je bil petek, jaz rečem Vilmi, jo odložim pri Vrazovem trgu, peti k Tobiju, jaz grem pa k očeta obiskati. Moj oče je bil takrat, njegova žena je bila takrat že po eni kapi ali kje v enem domu, ker nisem mogla kar vrniti nazaj domov, v enem domu so jo imeli, In tisto jutro je bilo, ko sem jaz prišel tja k njemu in sva se pogovarjala, kavo pila, pa zajtrk mi je pripravil, pa vse lepo. Pridem jaz ob 12. na Vrazu trg, Tobiju pa Vilmi, zazvoni telefon, me pokliče moja sestra, polsestra, pa reče, Dani, meni je mamica pravkar umrla. Kako pravkar umrla? Saj sem bil pravkar pri očetu, pa nismo še nič tega vedela. Zdaj, ko si bil ti pri očetu, v tem času je umrla. A res, joj, so žalja, In pol nedeljo zjutraj spet se vrača v Ljubljano z Vilmo, spet grem jaz očeta obiskat. Takrat smo bili vsi trije, Martina, moja polsestra in jaz, pa je oče izrazil željo, a lahko, prosim, nekaj si zelo želim. Kaj pa sva rekla, povej, jaz bi rad, da bi ti, Dani, imel govor na pogrebu moje žene.
To je bil za mene po eni strani šok, sem rekel, če bo želel, seveda, ni problem, bom. In pol, ko sem prišel nazaj k Vilmi v bolnico, pa k Tobiju, sem ji povedal, pa sva se spraševala, kaj hoče oče s tem narediti. Mhm. In dejansko jaz sem potem govor imel, na pogrebu so bili vsi njegovi prijatelji, sorodniki, sodelavci in tako naprej, veliko ljudi. Priznati te za sina, ali kaj? Točno, on me je hotel rehabilitirati. Kjera beseda, učena. Pred svojimi, Ja. rehabilitirati dobesedno pred svojimi sorodniki, prijatelji, sodelavci in tako naprej, ker marsikdo celo ni vedel, da je imel Tine nezakonskega sina. In tako da v bistvu takrat s tem dejanjem mi je on na nek način rekel oprosti. S tem dejanjem mi je rekel oprosti in jaz sem to tako sprejel in z veseljem sem to sprejel in sva se res še potem naslednja leta, ko je še on živel, recimo, sva se kar 10-12 let po tistem je bil še vdovec, sva se res lepo razumela. No. To je pa tudi zanimivo, ne, da na stara leta človek uspe še toliko se. A veš kaj, jaz sem bil februar ali marca letos prva na nadaljevalnem seminarju v Crikvenici. In mi je ena beseda, mislim, da je bila Vilmina, ostala zaparkiranost. Ja. Kako ostanemo zaparkirani v enih stvareh desetletja, ne? Ja, v enih ranah, ja. Točno. Tvoj oče je vsem se uspel odparkirati, ne? To, zanimivo, ja, kako je to. Ampak poglej, recimo, ko sem ga pa jaz par let prej povabil na eno kosilo, pa sva se res, sem ga povabil nekam v tako fino restauracijo in sva bila sama, sem ga vprašal, hotel sem iz njega, izvabiti eno misel, daj mi povej, kako je bil takrat v tistem času, daj mi svojo plat zgodbe povej. Ne? Še ni. Nič. Ni bil sposoben spraviti iz sebe ene besede, in sem zamenjal temo in se nisva več o tem pogovarjala, potem je pa kasneje se pa skozi to... Še malo več potrpežljivosti si rabo. Ja, še malo več, ja. Da zaključva, kako 25.5. letos ste imeli 25-letnico Diža? Ja. Ti si že bolj ali manj spustil vse strateške in operativne stvari, si zraven, kako bi se te... Jaz bi te opisal kot strelsko orožje visokega dometa za posebne naloge. Ja, lepo je, okej. Ja. Če zdaj poskušaš sebe odparkirati iz te zgodovine, kaj ti je pa prav od tega dneva, od te nedelje ostaja? Kakšni so bili vtisi, ko zdaj najbrž kakšno retrospektivo tudi delaš pa tako, ne? Prav to, kar sem že prej rekel, ta družinskost, ta skupnost, to povezano z ljudmi, pa te obraze, pa ti objemi, pa to mene hrani, kot si že prej ugotovila. To jaz sem bil poln tega, jaz lahko živim iz tega še dolgo časa, Ko se srečujem z ljudmi, res živim iz tega, Si kamela, veš, v grbo spravaš pa. Sem pa vesel, veš, da so mladi res toliko prevzeli, recimo Benjamin pa njegova ekipa, pa Marjeta, pa Mojca in tako naprej, Jana, Tadej, koliko so res naredili, Aleš, čudovite stvari so naredili, res, tako da jim čestitam, Brigita, zelo sem ponosen na njih, da v bistvu to ohranjajo naprej. Midva sva z Vilmo pravzaprav vesela, ko sva povezana, recimo, s to ekipo, na vseh teh naših skupnih srečanjih, sva tako še vedno zraven, recimo, ko jih imamo, in sva vesela, da v bistvu ta duh gre naprej, da se duh ni ustavil, da duh ni šel nekam po svoje, v eno drugo smer in tako naprej, da bi se ne vem kdo šopiral na takšen ali drugačen način, da sva pač nekje, da ohranjamo to ponižnost v tem smislu, da tudi mladi ohranjajo to ponižnost, da se zavedajo, da v bistvu brez Gospoda ne moremo ničesar storiti, da če Gospod ne zida hiše, se za manj trudijo z njo njeni graditelji, da se tega zavedajo, da so samo preprosto orodje v Božjih rokah. In dokler se bomo tega zavedali, pa da Gospoda potrebujemo, pa da Gospoda na nek način postavljamo v odspredje kot prvo stvar in kot zadnjo, kot alfa in omego, do takrat se ne bojim za diša. Ja. Tebi je bilo kot najbrž večini ljudje, saj tako sem te tudi parkrat doživel, tudi kar težko spustiti, ne? Kaj si pa vendarle, zdaj, ko gledaš nazaj, naredil tazga, da je duh šel naprej, da si pustil duhu iti naprej, ker lahko, da bi šel s tabo proti stopnim vratom, ne? Ja.
jaz sem tudi to na nek način, tudi to je ta moja šibkost, da nisem, ne vem kako, ko si rekel sistematik, pa analitik, pa organizator, organiziran in tako naprej. Če bi bil jaz take sorte, recimo, pol bi v bistvu imel zadeve tako daleč pripravljene, da bi v bistvu rekel, lej Benjamin, gledaj, imaš črno na belem tole, na nek način je stanje, to je za nazaj, to je takšno in drugo, bi se reklo neko poročilo, in bi zadeve predal tako naprej in bi se potem tudi midva dogovorila za neke vrste vpetost ali pa neupetost po želji. Bi pač stvari malo bolj definirala. Tako, takrat pa nismo nič. Je pa bilo zanimivo, veš, recimo s tem, ko je Aleš prišel v naše vrste, s tem je on postavil pravzaprav to, razmišljal o teh stvarih strateško, recimo, če zdaj le vidva, recimo, če vlak povozi in tako dalje, kaj bomo naprej, recimo, nimamo stvari nikjer zapisanih, nikjer nimamo sistematiziranih, nič, dajmo mi to narediti, ja seveda, hvala Bogu, in potem je treba pa v bistvu nekje vzgajati enega voditelja za naprej, kaj, ker Aleš me je takrat sprovociral, se ne vem, če si v bistvu slišal. Aleš, če govorimo o Alešu Čerinu, za poslušalce, vstopil v odnos med fotrom pa sinom, če prav razumem, ki ga sama bi se najbrž zaciklala in ga je nek zunani, rečeval v narekovajih, terapeut ali pa mentor, na nek način toliko racionaliziral, da je bil ta prehod možen. Tako razumem prav. Lej, začelo se je na enem seminarju v Crikvenici. Takrat, ko je Aleš, ko smo imeli moški del zvečer, v soboto zvečer moški del, pa ženski del, na moškem večeru, ko sem jaz pač imel nek program, kaj bomo delali, se dvigne Aleš in pravi, Dani, v imenu vseh teh mož, ki smo tukaj prisotni in v svojem imenu bi te želel nekaj vprašati. Povej mi ti, kaj imaš ti pripravljenega, kakšne imaš načrte, kakšne imaš, bi se reklo, smernice za razvoj diža, da bodo tudi moji vnuki čez 20-30 let imeli še nekaj od tega, kar imamo danes mi, da bo lahko iz istega vira črpali. Sem rekel, Aleš, hvala za vprašanje, nič. Nič nimam, ker nisem tako organiziran, pripravljen, po drugi strani pa v bistvu tudi nisem usposobljen, ampak vabim pa vas, sem rekel, vabim pa vas. Tukaj prisotne, 40 decov vas je, ste noter razni, kaj svem ljudje, ki se spoznate, ki ste voditelji, ki ste direktori, ki ste profesori, ki ste vse mogoče, advokati, pridite zraven, pa bomo naredili, pa bomo na nek način nekaj zastavili. Bogu hvala. In čez 3 tedne se nas je 8 dobilo prvič na srečanju po dotiku, takrat je bil Benjamin zraven tudi, in smo začeli bled, začeli se pogovarjati in tako naprej. Taka srečanja sta bila še 2, če se ne motim, 2 taki srečanji, po tistem se je pa iz tistega izluščil Aleš. In rekel, čutim, da me Bog kliče, da se vam pridružim, da vam dam to, kar vam manjka, da dopolnim, in tako se je tudi zgodilo. In potem je Aleš recimo od tistega časa, ko je bil zraven, ko sem že prej rekel, kaj je recimo želel in kaj je delal in kaj je bil sposobljen, veliko smo midva tudi preživela časa skupaj, pisala, govorila in me je spraševal in tako naprej zapisoval in je naredil potem čudovite smernice za posamezne projekte oziroma za posamezne produkte in programe, ki smo jih imeli. In potem seveda je pa v bistvu vedel, da je treba vzgajati tudi voditelja in je vzgajal Benjamina. Ga je prevzel v tem smislu vzgoje voditelja za vodenje take organizacije in potem, ko sem jaz večkrat sem pa potem v letih tam nekje 2016, 17, 18, 19 slišal Aleša, ko je rekel, čakaj mal Dani, tole je pa mal dvojno vodenje, to pa ni dobro. In sem jaz vedel, da je to dvojno vodenje se mora nehati. COVID se je začel leta 2000, ali kdaj se je to začelo? 2020, ja. In takrat, tik pred COVIDom smo imeli mi še planirano eno srečanje, recimo v Stični, za regijske voditeljske pare in se je izbralo 200 plus ljudi in na tistem je bil tudi tale naš nunci, Špajh z nami, in takrat sem jaz potem Benjaminu kar izročil štafetno palico, se rekel, predajam ti vodenje in te prosim, da ga sprejmeš, Tako bi rekel ad hoc, žal nepripravljeno, ampak hvala Bogu, Benjamin je se obdržal, ni ga to vrglo s tira, sem ponosen na njega, da je to sprejel. Je zdržal to nedefiniranost. Da je zdržal to nedefiniranost, to je to. Ja, včasih zanimivo, ena redkih zgodb, kjer
če sem te prav slišal, duh je, samo ga je bilo treba mečkano regalce spraviti, da bo šel naprej. Ne? Ja, točno to, ja, tako. Dani, hvala za ta pogovor. Jaz mislim, da smo odprla ene take tematike, ki jih še nismo velikrat, no? Ja. Ne vem, Ja, res je. čeprav so take tvoje klasične, pa Aha. vendar se mi zdi, smo na en drug način izraza. No? Jaz sem ti tudi hvaležen. Ja, lej. Šlo je pač v neke Valove. trenutke in valove, ja, ki so seveda vsi pogojevali to, da je to, kar je, a ne, da smo tu, kjer smo. Hvala. Hvala tebi.